Športna zveza gluhih Slovenije je kot vsako leto najboljšim športnikom, športnicam in najboljši ekipi, kakor tudi najšportnim društvom gluhih v letu 2017 podelila nagrade. Smučarka Anja Drev in tenisač Marino Kegl sta bila dan prej na izboru za najboljšega športnika invalida leta ponovno izbrana za športnika leta med gluhimi. V odsotnosti Anje Drev je nagrado sprejela njena mati Sonja Drev. V njenem imenu se lepo zahvaljujem za to nagrado. Ta nagrada je pač še ena od lepih zadev, ki sta se v 2 dneh zdaj zgodile. Včeraj je bila namreč prejemnica nagrade za športnico invalidkinjo v Sloveniji. Vse to Anji veliko pomeni, to je nekako dodatna motivacija za delo in za treniranje za naprej. S tem pač se pokaže, da so njeni rezultati in njeno delo, da ga ljudje opazijo in da ga cenijo. Športnik leta med gluhimi je postal Marino Kegl. Obe nagradi mi pomenita zelo veliko, tega nisem pričakoval. Hvaležen sem vsem, ki me na moji poti podpirate. Zelo sem ponosen, da sem bil del zgodbe gluhih, še posebej, ker je bilo to olimpijsko leto. Moram reči, da sem z velikim ponosom vodil to reprezentanco, dal sem v sebe vse, kar je bilo z moje strani mogoče. Moramo pa biti pošteni in reči, da so pred mano velik posel naredili igralci z prejšnjim trenerskim štabom v najbolj zlatih letih z Brumnom na čelu in kasneje tudi z Bogdanom in Izidorjem ter našimi košarkarji, ki so bili, bom rekel, v najbolj zrelih košarkarskih letih. in Marino Kegl za leta 2018 vsi športniki iz Slovenije so evropsko atletsko prvenstvo tekmoval naš gluhi atlet ATNC
njemu želim dobre rezultate in tudi čim več dobro pripravlja to prvenstvo v nadaljevanju leta pač od nas po športni Sloveniji oziroma narodni težki tudi v Portorožu je tudi za pol veljavno točkovanje na teniški lestvici gluhih teniških igralcev. Potem imamo še evropsko prvenstvo, ki držimo tudi v Avstriji, tudi nastopa slovenska hrvaška reprezentacija, tudi te včasih pripravljajo, tudi želimo dobre rezultate, dobre uspehe. Pa potem imamo še tudi evropski pokal v alpskem smučanju v 3 državah, tako ene 3 tudi po koristila svoje priprave za naslednje prvenstvo. Čestitke vsem in jim v prihajajočem letu, ki bo kmalu prišlo, želimo še več veselih in športnih uspehov na domačih in mednarodnih tekmovanjih.